pozdravljeni. Danes bova z Vanjo Jus govorili o zelo zanimivi in taki življenjsko uporabni veščini, hitrem branju in polnjenju. Gospa Vanja, ste državna prvakinja v hitrem branju, inštruktorica hitrega branja, glavna MemoHelp inštruktorica, to gre torej za trening spomina. Raziskujete pa tudi področje uravnoteženja leve in desne možganske hemisfere. Svoje veščine hitrega branja in pomnjenja tudi zelo aktivno uporabljate v praksi. Ste na primer zaključili 3 dodiplomske študijske programe, znanstveni magisterij in kup neformalnih izobraževanj in pa ste tudi gonilna sila napredne inovativne nevladne organizacije Univerzum Minevra, ki v bistvu v naš del evropskega gospodarskega in izobraževalnega prostora vnaša sodobne pristope in najsodobnejša znanja s področja učenja tehnik pomnjenja in pa hitrega branja. In zelo sem vesela, da ste danes z nami. Najlepša hvala, pozdravljeni, hvala za povabilo, vedno se rada odzovem. Ja, super. V bistvu, če kar začneva, kaj me najprej zanima, trenutno živimo v času poplave informacij in pa hitrega razvoja našega poslovnega okolja, strokovnih področij, na katerih delamo. Se mi zdi, da ste v bistvu s to veščino hitrega branja in pomnjenja našli eno tako res veliko protiutež za ta časovni presing, ki smo danes priča na vsakem koraku. Kje po vašem mnenju v službi, če se tako izrazim, so največje koristi hitrega branja? Kje vi vidite? Pravzaprav bi jaz rekla, da so koristi in pa same prednosti na vsakem koraku. Res, beremo pošto, gledamo gradiva, zakonodajo, iščemo podatke, različne pripravljamo analize in hitro lahko pridelamo dosti podatkov, če iz njih znamo izluščiti bistvo. Če preberemo hitro, pa pri tem smo pa bolj uravnoteženi oziroma učinkovitejši in fokusirani na naše delo. Ja, se mi zdi, da v bistvu so situacije zelo dosti, že samo če gledamo, koliko mailov moramo prebrati vsak dan, koliko nas pričaka v enem inboxu, to nam lahko blazno olajša delo nekaj, ne? Seveda, elektronska pošta nas zasipa vsak dan. Zamislimo si, na primer, koliko ur na dan beremo. Če čisto preprosto izračunamo, beremo približno 6 ur na dan, potem si lahko izračunamo, koliko časa bomo prihranili, če bomo brali 2-krat, 3-krat hitreje. Jaz bi tako rekla, 1 minuta je 1 gram zlata. Če pa pospešimo naše hitro branje, in to se v enem dnevu že res pozna, smo pa veliko prihranili oziroma veliko zlata pridobili. Ja, res je, res. Sploh tako, če imamo v poslovniku dosti gradiv, ki jih moramo predelati, in ja, res je ogromno informacij trenutno na voljo in jih je treba nekako posrkati, da ostanemo v trendu z razvojem, in včasih je lahko kar ta občutek, da ne uspeš slediti velik, ne, in zato si lahko zelo pomagamo z to veščino. Drugače pa, zakaj pa se nam včasih dogaja, da sploh če so teksti taki ne ravno zelo zanimivi, napeti, kot kakšno leposlovje, da včasih beremo in potem se nam po nekem trenutku ugotovimo, da so nam misli 5-krat pobegnile in da si nismo nič zapomnili. Kako si lahko tukaj pomagamo, da se nam to ne zgodi? To je res ena izmed težav, ki pesti večino bralcev, preden da se udeležijo našega seminarja, našega izobraževanja. Beremo 5 korakov naprej, 2 koraka nazaj, 3 korake nazaj in zelo počasi pridemo na cilj. Ena izmed tehnik je, da si zaupamo, da počasi pospešujemo naše hitre branje in pri tem vemo, da kar bomo prebrali, možganom damo dober signal, da to, kar smo prebrali, na to se ne bomo več ponovno vračali. Na tak način je en tak preprost trik, ki ga potem tudi sami udeleženci zelo hitro usvojijo in služi tako v poslovnem kot v vsakdanjem življenju. To je zelo uporabna stvar. Me zelo zanima, kako dejansko to poteka, kako se naučim. Ampak kaj pa stili branja, ker obstajajo različni stili branja, in a je to preskakovanje med posameznimi stili, je to podzavestna stvar, je to nekaj, kar se moramo zavestno vklopiti in preklopiti, je to neka veščina, ki jo moramo vaditi, ali to pride naravno? Jaz bi rekla, da preskakovanje med stili in pa sama hitrost, hitrejše branje nam pride v kri.
To je veščina, ki se jo naučimo, jo potem bolj, ko jo uporabljamo, bolj udobna nam je, branje, ki nam ustreza, postane hitrejše. Primerjam pa to lahko z vožnjo s kolesom. Ko se nam mudi, mi poženemo. Ko smo na gorskem kolesu, smo na primer bolj drzni. Ko smo v mestu, smo bolj pozorni, bolj počasni. In stil vožnje s kolesom prilagajamo, ne da se bi praktično zavedli. Enako je pa tudi pri branju. Prepustimo se, uživamo, uporabljamo tehnike hitrega branja, predvsem pa si zaupamo, ker imamo res en odličen inštrument pri sebi, naše možgane, naše orodje za napredovanje, za hitro delo, in pri tem smo lahko tudi bliskovito hitri, pa veliko stvari tudi razumemo in si tudi zapomnimo. Super, no. Fino. Gospa Vanja, najlepša hvala za ta kratek pogovor, za vse odgovore in pojasnila. Meni je bila zanimiva, jaz sem prepričana, da tudi marsikomu, ki je poslušal. Ob tej priložnosti pa bi tudi povabila vse, ki vas je področje pritegnilo in si mislite, jaz pa bi si tudi želela brati 2-krat hitreje, kot to počnem sedaj, bi koristilo pri mojem poslovnem razvoju in tudi privat. Torej, če se želite naučiti pristopov, kako brati hitreje in si prebrano hitreje zapomniti, vabljeni na delavnico Hitro branje za poslovno okolje. Bo zelo zabavno in razgibano, predvsem pa poučno. Tako da se veselim, če se nam pridružite. Gospa Vanja, najlepša hvala pa za danes. Hvala tudi vam, se veselim srečanja.